Dobro jutro. Upam, da ste v redu na ponedeljek, da uživate jesen, kajti jesen je tukaj, z jesenskim časom pride jesensko vreme in jesenski sadovi. Ne, še kakšen dan temperaturno počakamo, pa bomo imeli še gobice. Ne. Gobice so za naberati, pa jesen navrže kar nekaj teh plodov. Narava nam vse da, ne? Zdaj, ko smo pogruntali, moramo iti nazaj, back to the roots, se pravi nazaj v tisti pravi človeški jaz, pravi človeško obliko, ko se spajamo z naravo v vseh segmentih, na vseh možnih nivojih. Moramo se dotakniti bolj narave, kot pa plastike, umetnin, izumetničenosti, mašin, ki jih dvigamo v nebo, vse je sama plastika. Nekako poveličevali smo njih, ki so si zmislili zakone, ki so čist drakonski in drakonske kazni, a ne? In le kdo si je zmislil drakonske zakone? Nihče drug kot drakoni. Ne, mislim, reptili, zlikovci, zli, in upoštevajo jih pa tisti, ki so izgubili svoj notranji kompas. Izgubili, prodali. Jaz ne bi nikoli nikogar hotel obdolževati, želel bi, da se vsak vse popraša, kako deluje. Vendar za moje pojme je nesramnost ena izmed takih pomembnih besed ali pa opažanj. Ljudje, ki smo plemenski, ki smo vzdrževali in zdržali ta naš pristen duh. Mi nismo do ljudi nesramni, ne? In nismo do ljudi, jih ne želimo spraviti v slabo volo, ne želimo jim dvigati dekla, nikogar. To niso plemenske lastnosti. In če se ozrete okrog sebe, lahko sami opazite, kako velik je, ne, kako zelo je prisotna nesramnost na vseh možnih nivojih. Kamorkoli se odpravite v javne ustanove, srečate v prvi vrsti nesramen odnos, nesramne besede znate slišati in nesramnost na vsakem koraku, kajti ta satanistični del je v ljudeh vzel ven dušo in jih naredil brezdušne, brezčutne, brez vesti in brez morale in etike. Ti ljudje so vse te lastnosti uspešno skrivali pod svojimi maskami. Dolga leta, desetletja in tako. Korona in plan belih in plan univerzuma pa je te maske začel topiti. Enostavno ljudje ne morejo več skrivati tega, kaj so. In dano nam je videti. Milijonkrat sem rekel, ne bodo nas, nikoli nas ne bojo. Ampak to ne pomeni, da bom jaz ali pa peščica Slovencev tle koga zaščitil. Kajti ideja je v tem, da vsak sam pri sebi reče ne, ne bo šlo, ne dam, ne padam na te fore. In na nesramnost smo mi precej nesramno tudi odreagirali. Tokrat pa smo pogruntali, da imamo lepšo taktiko. To je tisto, ki sem v mladosti se že srečal z izjavo amor omnia vincit, torej ljubezen premaga vse. In jaz si nisem mogel predstavljati vseh možnih oblik tega izreka, da ljubezen vse premaga. Mnogo je možnih razlag, kako, kaj in zakaj. No, ampak to, kar srečujem zdaj, mi pa ta izjava lepo pokrije. Z ljubeznijo, z nasmehom, z mirnostjo, z, bom rekel, ignoranco negativnega. Tukaj oni ne morejo, oni z negativnostjo želijo iz nas sprožiti negativnost. In če jo ne damo, jo ne dobijo. In če jo ne dobijo, bentijo še bolj in so nasramni še bolj, ampak neupravičeno, a ne? In v takih primerih se nam izkažejo kristalno, kaj v njih je.
imam možnost srečevati krasne ljudi, plemenske, srčne, z ljudmi vozim komunikacije, razne, vsak svoje travme golta, ampak vam garantiram, s plemenskimi ljudmi, ki ste jih zelo malo uspeli v življenju srečati, največ tisti, ki pridete na piknik, ampak s plemenskimi ljudmi, s čistimi dušami je komunikacija enkratna, vrhunska. Kot da se zdi, da se poznamo od nekdaj, ali pa kot da bi lahko vsi bili pravzaprav partnerji, ne, drug drugmu. Ta nekako, veš, ljubezen smo narobe razumeli in smo zmeri to popali, zdaj pa tale osebe, pa da sem se pa zaljubil. Sploh ne, zaradi tega, ker grejo stvari v lepo prijateljstvo, v lepo sodelovanje, ampak je tako lepo, da bi človek to kar zase imel, ne? Pa ni res, mnogo nas je, ki smo lepi, čisti in krasni in res vidim, da ljubezen je ena velika reč. Tudi med ljudmi, med srčnimi ljudmi je ljubezen neki, mislim, probal bom tako risati, tako, ko ste se zaljubili v partnerja, pa tudi, če je bil narcističen kasneje, ampak tisto v štartu, ko ste se zaljubili v človeka, to je to. Ampak ta isti feeling, isti občutek probajte razdeliti med ljudi, ne? Da se v bistvu z vsakim, ki ga srečate, imate tak lep, krasen, pristen, čist odnos, kjer srečate nasmeh, kjer ni tisto, da po nekem času rečete, dobro, da odpelj se mi si težak k kladu, ali pa je res treba meni tega poslušati. Veš, še pred časom smo rekli, se drugače ta človek v redu, ampak tam pa je imel ali travmo, star, pozabljiv, vse sorto pravičila smo iskali, nekako smo začeli iskati, oziroma gledati, oziroma opazovati, kaj nam ljudje pokažejo, da so in ne kaj nam govorijo, da so. In ne padamo več na plehke besede, obljube. Vsej koncu so nas vladajoči in znanost in ti, ki so kao imeli vpliv pa moč nad nami, so nam dokazali, ne, da se ne da nobenemu nič zaupati. Ne, da zaupanje je šlo v maloro, da so nam v bistvu obljubili svašta, nič izpeljali. Torej, z besedami so povedali nekaj, naredili pa so drugače. Njihova dejanja in naša dejanja so tisto, kar izkazuje, kaj človek je. In mi iščemo v ljudeh srčnost, plemenski duh, čistost in res se moramo distancirati od toksičnih ljudi, ki so v zelo velikem procentu. Niso vsi narcisi grozni narcisi. Eni se niti ne zavedajo, da so vzgojo, ki jo je narcistični sistem gonil v vse nas. Mnogo ljudi se ne zaveda, da narcistično vzgojo pele naprej nevede. In še enkrat, nobenemu ni za zameriti, razen tistih, ki natančno vedo, kaj delajo. Pa boste rekli, zdaj pa, Matej, ti si rekel, da vsi vse vedo, kaj delajo. Drži, vsi vemo, kaj je prav, vendar je ta moč indoktrinacije naredi tako, kot delajo ostali, pa bo v redu. Ta moč je kar precej zapela med ljudi in mnogo ljudi sicer nima prav dosti od tega uboga pa. Ne? Torej, če smo se v včerajšnjem live pogovarjali o tem, da ubogajte je bila ideja elite. Naša naloga je pa ne pristani na njihove ideje in ne ubogaj, zaradi tega, ker njihove generalne ideje so bolane. Njihove ideje so za nas strupene, škodljive in smrtno nevarne. Zaradi tega mi moramo reči ne in šele, kar rečemo ne, v bistvu ugotovimo, da oni nad nami nimajo nobene moči. Nobene. Sam delali so se, da jo imajo. Boste rekli, pa sej pa zakonodaja pa to. Drži, ampak veste, zakonodaja je zakonodaja v bistvu je zaradi tega, da se ve, kaj je prav pa kaj ni prav, ne? Ampak če pa človek dela načrtno preko zakonodaje, polje pa ga je treba kaznovati, ne?
Mislim, javni uslužbenci se ne zavedajo še, da so jim odvzete imunitete, da njihovi nadrejeni ne bodo prevzemali za njih nobene odgovornosti, da ljudje bodo prišli do točke, ko bodo sami odgovorni, s tem, da so vedeli, da delajo narobe. Vendar so bili, kot sem rekel, v indoktrinaciji vpeti, ja, se vsi moji sodelavci tako delajo, bom pa še jaz. Ne? A veš, tle je zdaj tisto, kjer se kaže pri vsakmu, koliko moralno-etičnega je v njemu, koliko je vesti. Ne, sem večkrat opozoril, koliko smo videli primerov, da je dal nek uslužbenec ugovor vesti, rekoč, jaz tega ne bom počel, ker je proti moji vesti in ker je proti zakonito, kar počnem. Ne? Pa ne zaradi tega, ker je bil denar tisti, ki je dišal. Ne? In manipulation, a veš, denar je manipulacija, z njim se je manipuliralo na veliko. In denar nima pravzaprav nobene vrednosti, če ni podprt zlatom. In hvala Bogu v ozadju sveta, v katerem živimo, v ozadju se finance čedalje bolj trdno postavljajo na noge in te fake, bom rekel, izmišljene in lažnive finance internacionalnega monetarnega sklada in FED, ameriški, vse to so na robu bankrota oziroma v bankrotu, mnogo bank je padlo, vendar mediji to še kar zakrivajo, kot da se nič ni zgodilo. Tam je bolj pomembna zgodba, kako je en psiček nekam skočil, pa kako je en fantek nekaj čudno brcnil. Ampak resnični problemi so pa daleč stran in če smo rekli, da je to cirkus, kroži od Goloba zdaj neka PR scena, taka primitivna, ima zelo velik odziv, vendar negativen, ne, pač kloven scena, ampak hočem reči, kako se klovenstvo pride v ospredje, ko pa je od zadaj en kup stvari za rešiti. In mi smo zdaj v kljuki, ne, kdo bo rešil? Golob, a vlade naša vlada, da bo kaj rešila. Ja, seveda ne, se ona je do sem pripeljala, ker je tako želela, a ne. No, valjda ne bo zdaj naredila pa za ljudi naenkrat. Ona je proti ljudem ves čas, ne, sem probajo prikrivati s temi, bom rekel, floskulami primitivnimi, misleč, da smo pa vsi primitivni, pa da vsi pademo na kako si bedast in gremo naprej v službo. Nekako ne kupimo več tega. In ko dajo naslednji ukaz, zdaj morate pa vsi to, pa pol to, mi ne smemo ubogati, pika, stop, tako kot so oni od nas pričakovali, da bomo čist vsi na tem svetu tekli po cepivo, se jim pač ni izšlo in se jim nikoli ne bo izšlo, ker vsi pač nismo tumeljni, ne? Vsi nismo zmanipulirani, nekaj pa nas je še, ki mislimo svojo glavo in misliti svojom glavom ni greh ponekad. Misliti svojom glavom ponekad. Včasih, če bi človek pomislil svojo glavo, a ne? Ampak kaj je ta denar bil zmeraj edina stvar, o kateri so ljudje tako aktivno razmišljali, kako bi še več, kako bi še bolj, da bi še bolj bil, pa še več imel k sebi, k meni, ne glede na vse. In več, ko ga je bilo, bolj so šli ljudje čez trupla, bolj so delali narobe, bolj so lahko delali narobe, ker so seveda lahko tudi komu kaj podmazali, ker korupcija je pa kar priljubljen slovenski šport, ne? Pa se ne sem Slovenija, nasploh cel svet je bolan od tega denarja. In ja, če smo rekli, da je največji virus narcizem, zagotovo mu dodamo tudi denar, a ne, oziroma premoženje, je tudi neke vrste virus, kjer človeku zamegli etiko in moralo, a je prav. Jaz sem hotel reči o tem, da ljudje so nesramni. Mi, plemenski, nismo nesramni in zadržite se in zavedajte se, da to ni naša lastnost in od nas jo hočejo ven stisniti, da smo nesramni in da oni takoj postanejo žrtve. Oni imajo, zdaj če dalje bolj tudi vsi skupaj razumemo, eno strategijo, kako od nas v bistvu dobiti energijo, kako
nas obtožiti za njihova zlobna dejanja, zato da oni ne prevzemajo nobene odgovornosti in odgovornost vedno prelagajo na nekoga drugega, najraješ na svojo žrtev. In če pogledamo čist politiko, nikoli ni noben nič kriv, ne? Od njih nihče ne prevzame nobene odgovornosti. A veš, kdo je podpisal ta zakon, da lahko, ne vem, otrok ostane na cesti? No, kdo? Ja, takrat je bil sprejet. Mislim, kdo ga je sprejel? A veš, noben se, mislim, če je beseda socialna država, ne more otrok ostati lačen pa na cesti. Noben otrok na tem svetu. In pa tudi za odraslega to velja. Izkoriščanje je pa druga stvar, ne? Kako zdaj mnogo besed ujamem, kako ljudje na sociali, pa na bolniškah, pa vsi cuzajo cash, pa tako. Tle tudi manjka nekega reda, ne? Nekega reda, realnega, ampak po drugi strani manjka tudi, sej v bistvu je vse narobe, no? Sej tudi k dohtarju človek po večini gre zaradi papirja, ne? Zaradi tega, da je bolniška, sej konc koncu tudi k dohtarju človek ne pravi iti, pa moraš iti, ne? Zaradi birokracije. Tako da itak ta cel sistem res balalajka, ampak ja, nekako se zavedamo, da ta stari svet gre v maloro in da vzdržujemo tisti pravi svet, ki je pred nami in ga rojevamo točno samo tisti, ki smo držali moralno-etični kompas in moramo stopati korak naprej in se izpostaviti in pokazati temu svetu, kaj je prav. Za primer, tisto, kar smo pokazali, da je prav, so se temu posmehovali, pa rekli, Turšič, ti si blesal, ti si tudi ampak na te besede jaz ne trzam, ne poslušam tega, zaradi tega, ker to ni res. Jaz vem, da nisem tumelj in jaz vem, da nisem nerazgledan in govorim stvari na glas zaradi tega, ker za njimi stojim, ker sem jih dost naštudiral in dost dojel in dost ozavestil, za razliko od marsikoga, ki zna reči samo to, da si ti neumen. Ne? Nič hudega, ampak zavedite se, da moč, ki jo imamo v sebi, moramo prebuditi, začutiti in doživeti. Dokler boste čakali, kaj se bo zgodilo, kaj bomo naredili, kako se bo stvar razpletla, to ni noben boj. Mislim, morate se zavedati, da ne morate pol pričakovati kakšne bajne, dajmo reči medalje, zasluge ali pa karkoli, če boste čakali. Če boste stopili korak naprej, boste nemudoma nagrajeni strani vesolja in nič se bati stopati naprej, ker sem že 1000krat rekel, nič nam ne morajo, če delamo prav. Zavedajo se, da oni so osebe, mi smo ljudje, smo božja kreacija in upoštevamo božanske in univerzalne kozmične zakone in ne kršimo teh zakonov, ker se zavedamo, da v svojo skledo, v lastni habitat, torej lastni zemlji in soljudem ne želimo škodovati. Na provokacije pa seveda smo naravno reagirali, največkrat agresivno. To so želeli, vendar bože ne daj, to je edina stvar, ki jo moramo kot človeška bitja zadržati nazaj in zaigrati oziroma se ugrizniti v jezik, da ne reagiramo, kot je nam naravno, torej da se ubranimo. Oni želijo, da reagiramo, prav želijo. In zdaj mi moramo nenaravno reagirati, tako da ne reagiramo. A ne, to je nam nenaravno. To je tista stvar, ki sem vam večkrat že rekel. Če jim ne bomo dali, ne bodo imeli, če ne bodo imeli, bodo utihnili, bodo pocrkali, ne morajo pocrkali energetsko in tudi fizično že marsikomu slabo kaže. Smo se že pogovarjali in verjetno tudi kaj opazujete sami. Torej, ne jim dati. Zavedajte pa se, da so oni naredili mnogo kaznivih dejanj in so usrani do grla. Zdaj, mi se zavedamo. Ja, jaz vem, da nisem se šel cepati in nisem za začetek v dvomih, kaj je v mojem telesu. To je tudi ena izmed stvari, a veš, koliko je govora, cepljeni, kaj imajo, ovo. In zdaj marsikdo, ki je cepljen, je v hudem strahu, pa sploh ne ve, kaj v njemu je. Mi nismo cepljeni in nimamo tega strahu.
Torej, smo lahko en korak naprej že iz tega naslova. Aj prav. Druga stvar, da nimamo nobenega stranskega učinka. No vem, če ste imeli zamar v letu pa pol, kar se javljam, sem parkrat nekaj pošmrkal, sicer pa sem zdrav kot riba. Ne, zato ker pazim na svoje zdravje, nisem obsedel, obležal ali karkoli. Sej imam neke scene s temi ramami, ne vem, kaj se dogaja, ampak nič strašnega, to ni nekaj, kar bi v bistvu zaradi česar jaz bi imel overano življenje, kakorkoli, ali pa gibanje, ne. Torej smo razmeroma zdravi. Tretja stvar, da nismo nikomur naredili nič slabega. Ne v času korone, ni prej, niti v naprej ne bomo nobeno naredili nič slabega in nič hudega, zaradi tega, ker to ni naša lastnost. Nekomu želeti in storiti hudo, ni naša lastnost, ker mi želimo, da je vsem dobro. In morate se zavedati, da oni so naredili precej hudega, precej gorja, precej kaznivih dejanj, precej stisk, precej živcev dvignenih, precej pokradenega časa, denarja pravzaprav, če morate hoditi od Poncija do Pilata, od sodnika pa odvetnika pa ne vem, dohtarja pa terapeuta, sem in kaj, to je potrata živcev, časa, energije in vsega. Ampak to hodite zaradi papirjev, mnogi zaradi papirjev, niti ne zaradi tega, da bi res kdo kaj pomagal, ne. Srečujete eno tono nepravilnosti na vsakem koraku, nepravilnosti in nesramnosti za povrh, ne. Ko malo pokažete svoje pravice, postanejo pa nesramni, ker ne znajo vrniti z intelektom, vrnejo s primitivnostjo. Ja? Negativci, primitivci ne vrnejo z intelektom, ampak s primitivnostjo. In mi se moramo odstraniti od teh ljudi, na kolikor se pač da. Pa verjamem, se marsikje ne da čez noč, ampak moramo razmišljati v tej smeri, da pač če ne, je ne. Mislim, jaz nimam nobene pogodbe z državo, da skrbi zame in da sem ji dolžen v tem primeru kaj dati. A veš, ampak na to ni nikoli nihče pomislil. Rodil si se v državo in so rekli, ubogaj. Mislim, da to je neka fikcija, vse je fiktivno. Ko pogledaš odeleč, vidiš, da to si je nekdo zmislil in nas brcnil v suženjstvo. Rodil nas je v suženjstvo. Resnično, ekipa psihopatov si je to zaželela in seveda je podkupila in naredila psihopate iz ljudi in urinila svojo, bom rekel, krvno linijo, bom rekel, uničen ali pa poškodovan DNK in nam kar vladajo ljudje, ki nimajo vesti, kljub temu, da so prebrali črke, da bom vestno delal, opravljal svoje naloge v skladu, bla, 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 bla. Zaprisegli svašta, ampak držijo se pa tega, ne. In ko da jim ni treba, ko da jim nihče nič ne more, pa to ni res, ne. Pride sodni dan, nič bat. Zavedajte se, da mi nikomu nismo naredili nič hudega, oni nam pa precej stvari. Hudih dejanj, ki jih z lahkoto imenujemo genocid, izdaja, zločin nad človeštvom in zavedajte se, da če še ni danes konec, slej ko prej bomo čist vsakmu sodili. Imam en slajd pol naprej. Ves čas smo mi teoretiki grdi, ne, mi ti teoretiki, jih je treba scenzurirati. Mi smo ljudi želeli ubraniti, želeli smo ljudi ozavestiti, da kaj je prav in kaj ni prav, naj spregledajo. Torej nismo mi razlagali o tem, da cepiva niso varna zaradi tega, ker bi komu želeli slabo, a drži. Mi smo želeli ljudi ozavestiti, prebuditi, ampak ne, še vedno smo za te iste ljudi grdi, neumni in blesavi. Vse smo rekli, primitivni so, ne, nerazgledani. Verjamejo v avtoritete in jih ubogajo. Zdaj te avtoritete malo ne funkcionirajo tako, kot bi mogle funkcionirati in zdaj morajo za svojo lastno glavo delovati. In tle se pa pokaže, kako v bistvu so te glave prazne in čedalje več je debat, ki pride na temo, ampak stari, res so butasti. To so res zabiti, ne? So, ampak ni kaj taki kot so, smo se odločili, jih bomo sprejeli, a ne?
ker nikomu ne želimo nič slabega, jih bomo sprejeli, ampak z neumnostjo ne delajo neumnosti tam, kjer hočejo, v naši bližini pa pač ne. In ne smemo dovoliti, da svojo neumnostjo vlečejo za sabo, bom rekel, pametne ljudi. Ne? Čak, imam še eno, mislim, da napisano. Tako, in ta se mi zdi lepa, smo etično in moralno neoporečni, torej nismo izdajalci in nismo plačanci. Okay? Jaz nisem v času korone prejel nobenega evra od države, pa sem živel znotraj istega enake nevarnosti kot vsi ostali državljani. Ne? Čista korupcija, čisto privilegiranje, enim ja, drugim ne, enim več, enim manj, eni so bili bolj na nevarnem, eni malo manj na nevarnem, ampak generalno se je izkazalo, da je en kup delovnih mest lahko se v času korone ustavilo, dočim najnižji delovni razred, produkcijski razred, ta brez tega pa svet ne funkcionira. Ne? Tovarne so delale, trgovine so delale, vse, kar je, hočem reči, mislim, direktorji pa višje kaste so lahko delali doma, ker je to ful nevarno, ampak ali pa če niso nič delali, ne, torej so lahko zaprli delovna mesta za obdobje korone, pa ni bilo nič narobe, ne, torej ti, ki so bolj plačani, niso potrebni v družbi, jaz sem bil dosti jasen, tisti, ki so najmanj plačani, ti so za družbo najbolj pomembni in to smo spet mi na dnu vse te piramide, ti ljudje, ki smo se borili pravzaprav ta sistem vzdrževati, nekako so nas okrog prinesli, da mi pa brez nas pa ne bo nič, no sej pravzaprav res brez nas ne morejo nič. Tako da tudi mi jim ne damo tisto, kaj si oni želijo, bodo oni stolčke greli z našimi žulji, če plastično rečem. Ja, včeraj smo končali na temu, karkoli prihaja v prihodnje, dragi moji, ne ubogajmo. To je zelo pomembna stvar, ki se jo moramo zavedati. Oni želijo, da ubogamo čisto vse, kar si izmislijo si neumnosti in neumnosti mi ne bomo nasedli in sledili in ubogali. A je prav? Naslednja stvar je, da smo rekli, moramo reči, dost je in dost je, lahko rečemo, tudi pojdi nekam, ne, torej fuck off, in ko srce in istočasno rečeta, dost je. Mi smo v glavi že dostkrat marsikomu rekli, dost je, odpiči se, dej, pejt kamor češ, ampak srce pa ni čisto to dovolilo, ne, ali pa obratno. Ko se srce in uskladita v kontekstu, da ljudi, ki so toksični, odmaknemo na distanco, takrat je možnost, da mi kam se premaknemo in začutimo v sebi, da smo sami sebi čist zadost in da imamo v sebi več kot dovolj moči, potencijala in znanja, da funkcioniramo. Še lepše in še bolj krasno je pa, ko se taki ljudje s čistimi nameni srečamo in komaj čakam, da začnemo delovati in delovati. No in to je tisto, kar sem prej rekel, pozor vsem medicinskim tehnikom in doktorjem ter sestram, samo svoje delo sem opravljal. To ni nobena legalna obramba in sojeno bo vsakem za odgovornost za vojni zločin. Vojni zločin so ljudje izpeljevali in mislijo, da bodo rekli, ja, jaz sem svoje delo opravljal, pa je. Ne bo šlo. V bistvu bi oni mogli paciente informirati, da je cepivo eksperimentalno, da ne garantirajo na imuniteti in da lahko izzove celo bolezen in smrt to cepivo. Pa so res tako obvestili ali so rekli, sem varno in učinkovito, tako so rekli pa čau. Kada noben več ne zna brati, ne? Torej, mislim, vse smo večkrat rekli, vsi vemo, kaj je prav, in oni in mi, ampak mi smo svoj prav vzdrževali, oni so pa svoj prav pohodili, delali so kontra, kljub temu, da so vedeli, kaj je prav. In tle je kar konkretno zaplet v naši družbi. Z leti se pa človek nauči sebi pripraviti en kofi, pržgeš te sebi ljubo glasbo, se usedeš in uživaš, druge pa pustiš, da te sovražijo do bolesti. Nej,
To ni moj problem, jaz ne sovražim nikogar, sovražijo drugi mene, ampak to ni moj problem, to je njihov state of mind, to je njihov pogled. In seveda, malo sem jim pa navaren zaradi tega, ker bi bilo bolj, če bi bil tiho in da se bi stvari lepo zatavšale in šle v pozabo, kot so šle stvari v zgodovini. Ne bo šlo, tokrat ne bo šlo več, preveč nas je, ki vemo, ki smo opazili, ki delujemo in sodelujemo in da nas sovražijo, to ni moj problem. Lahko bi sovražili sebe, kaj vse so naredili nedolžnim ljudem, to pa ja. Še tam je ful dobra, dajmo začeti klicati fact-checkerje, tako kot se jim v resnici reče, cenzura, ne? Mislim, mi smo v cenzuri, veste, smo v šoli se pogovarjali, da je bila cenzura na glasbo, cenzura, vojna, cenzura, ampak kao cenzura, bom rekel, pornografska vsebina, občutljiva vsebina, se je cenzurirala, ne cenzura. Dragi moji, zdaj je moderno, zadnje leta je bil modern izraz fact-checker, torej tisti, ki kontrolira dejstva in ta dejstva je Facebookov Zuckerberg priznal, da so samo mnenja določenih ljudi, ampak oni so na osnovi teh mnenj zablokirali mnogo resnice, ki je že davno začela ven špricati, ampak lej, ti fact-checkerji so malo omagali, resnica pa še večjo močjo rine na plano in komaj čakam, da polije po vseh ta, bom rekel, resnica. Se mi je kar zataknilo, ker marsikomu se bo tudi, ko bo resnica šla čez vse, bomo tudi mi debelo gledali, kaj vse si je ta satanizem zamišljal. They will never respect you if you keep going them chances to disrespect you. Kako naj te nekdo spoštuje, če pa mu vedno znova daš šanso, da te ne spoštuje? Okay? In nikoli nas ne bojo spoštovali. Vse dokler ne bomo postavili meje in rekli, ne dam ti več možnosti, da boš gonil svoje nespoštovanje. Na nas je. Vsak pri sebi mora postaviti meje in reči ne. To je to in nič nam ne morajo. Nihče drug ne more namesto vas postaviti besede ne. No, sem prav rekel. Tale slikca mi je še včeraj ušla, kjer lepo spomenik v Radlah, kjer piše napis Prežihovega Voranca, ne boste nas, nikoli nas ne boste. Zdaj je baje obnovljen, je še lepši in če mene kdo kaj vpraša, spada takle spomenik v vsako slovensko vas in mesto, da si končno postavimo prave spomenike, ne pa njihove floskule, kurce in ne vem kakšne monumente, už vse so si želeli postavljati. Ne boste nas, nikoli nas ne boste, to ne piše na vsakem spomeniku, pa je stvar zaključena, da se zavedamo moči, da nas res ne bojo. Love yourself and stop acting small. You are the universe in human form. Tako ljubi sam sebe in nehaj se delati in misliti o sebi, da si majhen. Ne se delati majhnega. Ljubi se. Si univerza, celoten univerzum v človeški obliki. Nisi samo del te kreacije, ampak si kreacija znotraj svoje realnosti. Torej, vsak vidi svojo realnost skozi svoje lekcije, svoje življenje, skozi svojo prehojeno pot, skozi svoje veščine, znanja, spoznanja, bla, bla, bla. Vsak vidi to po svoje. Vendar v nas je celoten univerzum vsega, kar mi rabimo. Zavedamo se pa samo kakšnega procenta ali pa 2. Tega, včasih si mislim, veste, kaj so nam rekli, ja, človek sem 2% možganov uporablja, ali pa 7, ali s tem koliko točno. Kaj pa ostalo? Mislim, mi moramo res pržgati v sebi, spoznati, korak po korak odpirati se k večji zavesti, torej večji funkciji delovanja možganov in srca in iz tega naslova počas odkleniti kompleten DNK in vse modrosti in znanja tega univerzuma, ki so že v nas. Vse v nas funkcionira na osnovi frekvence, med atomi, celicami in med srcem, vse to je magnetizem, elektrika, valovanje in vse je energija. Tudi mi smo energija. Bodite pozitivna energija. Negativna energija ne gre v pozabo,
Držite pozitivizem, ne glede na karkoli, vsak dan znova, pa če se vam zdi še bolj bedno in blesavo, dajte od sebe lepe stvari, kot se spodobi za prave ljudi. Želim vam prečudovit dan in da se imate zelo fajn in naberete kakšno gobico. Ajde, čau, čau!